Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes bomo odgovarjali na vprašanje, kam s 100 tisočaki za obdobje 3 let. Dobivam zadnje čase kar precej vprašanj na podobno tematiko, zneski sicer variirajo, nekateri imajo presežnih nekaj 10 tisočakov, drugi nekaj 100 tisočakov, nekateri imajo celo več, pol milijona, milijoni evrov in sprašujejo, kam zdaj z denarjem za obdobje 3 let. Na to temo sem naredila tudi anketo, tako na LinkedInu, kot seveda na YouTubeu. Precej odgovorov smo prejeli in vsem se zahvaljujem, ki ste odgovarjali. Na LinkedInu je skoraj 1000 ljudi odgovorilo na anketo, kjer v bistvu sem tudi navedla, da je pri tem nekako potrebno razmišljati in upoštevati trenutno okolje, geopolitična trenja. Vidimo, imamo 2 vojni, potem volitve, pomembno so seveda volitve v Ameriki, ki se bodo zgodile novembra. Konec koncev imamo tudi 15-letni bikovski trend, se bo ta pravljica še nadaljevala, povečana je nihajnost in pa seveda tudi sama monetarna politika že zadnje desetletje kroji naša življenja in kako bo seveda tudi to vplivalo v prihodnje 3 leta na naša življenja, na v bistvu borze, na konec koncev tudi na bolj konzervativne naložbe. Poleg seveda geopolitičnega okolja oziroma zanimivega okolja je potrebno upoštevati tudi našo trenutno sestavo portfelja, potrebno je upoštevati tudi našo nagnjenost k tveganju. Pogosto, ko imamo obdobje optimizma, takrat nekako precenimo svojo nagnjenost k tveganju, ko imamo pa obdobje pesimizma, smo pa v bistvu podcenimo svojo nagnjenost k tveganju, tako da tukaj treba nekako se distancirati od svojih čustev in podati neko čim bolj objektiven pogled na svojo naložbeno strategijo. Tukaj je še ena stvar in sicer smo nekako omejili ročnost na 3 leta. Za nekatere je ta ročnost predkratka, za nekatere je predolga, se boste slišali različna mnenja potem tudi v nadaljevanju. Na hitrico poglejmo, kakšni so bili odgovori na anketo. Na LinkedInu, kot rečeno, odgovorilo skoraj 1000 ljudi, večina je glasovala, ponudila sem seveda že vnaprej neke odgovore, se pravi obveznice in zakladne menice, nepremičnine, potem plemenite kovine in bančni depozit. In odgovori so bili sledeči. 37% je glasovala za obveznice in zakladne menice, 29% je na LinkedInu glasovalo za nepremičnine, 23% za plemenite kovine in pa 11% za bančni depozit. Na YouTubeu je bila razvrstitev malce drugačna in sicer na YouTubeu so anketiranci postavili na prvo mesto zlato in sicer 36%, sledijo obveznice in zakladne menice s 33%, na to nepremičnine 19% in pa bančni depozit 11%. Preverila sem tudi, kaj ste zapisali v komentarjih oziroma kaj so anketiranci zapisali v komentarjih. Bili so zelo različni, najpogosteje so se pojavljali v komentarjih, da bi investirali nekaj denarja v kriptovalute, najpogosteje na Bitcoin, potem da bi denar položili na razne neobrokerje, ki ponujajo na neinvestirana sredstva nekaj odstotno obrestno mero in tako dalje. Recimo, zbrala sem pa tudi nekaj komentarjev, ki so bili zanimivi. Gorazd recimo je na LinkedInu zapisal: kdor je pohlepan, bo veliko tvegal in upal na višje donose, za bolj razumne pa je razumna razpršitev naložb. Andraž, ki je mimogrede tudi co-host podcasta Ogrodje, je zapisal, da je vse skupaj odvisno od točnih okoliščin take investicije in pa rizikov. Če bi ta denar čez 3 leta zares potreboval, bi kupil neke evropske državne 3-letne državne obveznice. Taka naložba bi bila boleča, če bi se inflacija povečala in bi se dvignila obrestna mera, ker bi to vplivalo na realni donos. Če bi bil pa full len, bi pogledal slovenske in tuje banke in dal vezati denar. Ta strategija je za lenuhe, so pa obrestne mere za vezan denar
nizke, ker je pač dovolj likvidnosti na trgu. Se pravi, potem mogoče še Sebastian. Sebastian je na LinkedInu zapisal, če bi imel 100.000 v gotovini, bi jih želel vložiti in bi verjetno vložil v vse v delnice oziroma ETF-e, recimo v Nasdaq ali pa S&P 500 v recimo 12-mesečnih obrokih. Veronika pa je recimo na LinkedInu zapisala, da jo mika nakup norveške krone, ampak bi 100.000 raje počakala na razprodaje na borzi. Janke na YouTubeu je zapisal, da na bančnem depozitu, če vežeš prek e-banke, dobiš 2,2% obrestno mero od 6 do 8 mesecev za 6 do 8 mesečno vezavo, večkrat vežeš, dokler imajo ugodno obrestno mero, drugače pa bi zagotovo nekaj riskiral in investiral v Bitcoin, razpršil v delnice, potem pa še zapisal, nimam toliko denarja, tako da nimam tega problema. Taščica tudi na YouTubeu je zapisal ali je zapisala, kratko in jedrnato, da bi investiral denar v Bitcoin. Ja, mnenja seveda so zelo različna, vse skupaj je zelo odvisno od nekako subjektivno od tega, koliko smo sami nagnjeni k tveganju, kakšnim investicijam se pogledujemo ali pa katere investicije preferiramo in tako dalje. Poklicala sem kar nekaj sogovornikov in jih prosila tudi za njihovo mnenje, se pravi, da malce pokomentirajo najprej anketo in odgovore, ki smo jih slišali v tej anketi, in pa potem, da tudi sami povedo svoje mnenje, kam bi investirali 100.000 denarja, če bi jih imeli. Odgovori so zelo zanimivi, profili sogovornikov so zelo različni, od zelo konzervativnih pa do mogoče malo bolj takih, ki so nagnjeni tudi k kakšnim špekulativnim naložbam. Tako da v prihajajočih dneh boste poslušali malce krajše epizode, 15-minutne epizode recimo, kjer boste slišali nekaj teh namigov, ki jih bodo dali naši sogovorniki. Začeli bomo z malce bolj konzervativnim sogovornikom, ki ga že poslušalci Moneyhow dobro poznate, in sicer Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. Tako da predlagam, da prisluhnemo najprej njegovi analizi, na analizi odgovorov na anketo in pa seveda potem tudi na vprašanje, kam z denarjem 100.000. Tako da prijetno poslušanje. Danes se bova midva malo pogovarjala o tem, kaj narediti s 100.000, ki se nam nekje valajo, bodi si na računu, nekateri imajo doma to pospravljeno tudi v kakšnem predalu. Tako da na to vprašanje sem postavila tudi na LinkedInu. Seveda tukaj sem izdala tudi jasna navodila, kaj je fino, da se upošteva, se pravi ročnost 3-letno obdobje, potem tudi pomembno, da upoštevamo nagnjenost k tveganju, nekateri so bolj nagnjeni k tveganju, nekateri manj nagnjeni k tveganju, številni pa v bistvu precenijo svojo nagnjenost k tveganju. Daj greva najprej pokomentirati rezultate, pa greva pa še odgovoriti na vprašanje, kam 100.000. Zdaj, manjka klele, kaj se čez 3 leta zgodi. Zakaj čez 3 leta rabite ta denar? Torej, brez tega vam resen finančni svetovalec bo zelo težko resno svetoval. Tako da dajmo reči, da za začetek, da vi res rabite ta denar čez 3 leta za nek finančen cilj, ki ga že danes poznate, torej kot nakup vikenda na Krku, kot garsonjera za sina, ne vem, nov luksuzen avto, karkoli, ampak ta cilj vam je pomemben, ne. Če vam je ta cilj pomemben, to pomeni, da pač enostavno manj tveganja lahko prevzamete z vašo naložbo. Če vam ta cilj ni pomemben, življenjsko pomemben, in če ga lahko pač enostavno prestavite za leto, 2, 3 v prihodnost, to pomeni, da lahko več tveganja sprejmete. Zakaj? Enostavno zato, ker če čez 3 leta ravno ne bo lepo borzno leto in pač ne boste ustvarili donosa, morda celo z neko nizko verjetnostjo tudi nek minus, ne, v tem 3-letnem obdobju, potem boste enostavno rekli, sej še ne bom recimo kupil sedaj tega avta ali pa te jadrnice, ampak bom raje počakal kakšno leto, 2 na kakšne bolj zelene borzne čase in bom takrat si uresničil to dolgoletno željo, ne. Tako da od tega je zelo odvisen, je to zelo nujen, zelo fiksen cilj ali pa to manj nujen, bolj prilagodljiv, časovno prilagodljiv cilj, ne. Obstaja pa še tretja, bi jaz klele rekel, kategorija
ljudi, ki imajo 100.000 evrov, pa ne vejo, kaj z njimi. To ni malo ljudi, ki imajo ta denar. Niso pa to mladi ljudje, so večinoma starejši in pogosto niti naložbeno ne razmišljajo. Ne? In tisti je glavnina denarja, ki leži na bankah, ki se včasih mi naložbeniki v konkurenčnih finančnih institucijah jezimo, zakaj ni več denarja pri nas, ne? Zakaj je toliko denarja na bankah. Ne? Glavnina tega denarja ima nekako to karakteristiko. No? Okay. Zdaj, tukaj sem tudi začela nagnjenost k tveganju je ful pomembna. Pogosto se pa dogaja v praksi, da precenimo svojo nagnjenost, ali da smo pretirano nagnjeni, ali pa kontra, da smo pretirano konzervativni. To je ta bolečina marsikoga. Drži. Tudi tebe, ne, Blaž, ki si malo bolj konzervativen vlagatelj. Ja, kadar je dobro borzno leto, ne, pa Nvidia močno zraste, ne, potem me majčkeno boli, da nisem bolj agresiven. Ampak pride tudi kakšno drugo leto, ko imam pa boljšo čustveno nagrado za mojo konzervativnost. Kako bi pa zdaj ti svetoval recimo nekomu, ki ima 100.000, kaj bi ti naredil? Tukaj sem ti že naštela neke odgovore, obveznice, nepremične, bančni depozit, plemenite kovine. Kako bi ti sestavil portfelj s 100.000? Zdaj, če ga rabi čez 3 leta, bom jaz predvideval, da je to nujen finančni cilj. Torej, dajmo reči, da je to me zelo omeji, kaj je potem primerna naložba. Ne? Torej, ta stranka verjetno ne želi, da obstaja verjetnost, da ima čez 3 leta manj denarja, kot ga ima danes. Ne, verjetno bi njen odgovor bil, da nima tolerance do minusa čez 3 leta. Ne. Če nima tolerance do minusa, potem moramo izbrati neko naložbo z fiksnim donosom. Ne. Bančni depoziti, ja, klasična slovenska opcija, težava z njim. Prednost njihova je, da imajo davčno olajšavo do 1000 evrov. Ne. Njihova glavna močna prednost je, da je najenostavneje. Večina ljudi pač ima nek bančni račun, ima nekega bančnika oziroma neko poslovalnico v bližini svojega doma in to zelo lahko sklenejo, so navajeni tega. Kar je pa minus, je pa, da banke danes glih ne dajo, bom rekel, polnih obrestnih mer, ki jih dobivajo pri centralni banki ali pa pri drugih naložbah, kamor one potem ta denar nalagajo, torej posojilih ali pa obveznicah. Ne. In zato so malce preniske po občutku, bi jaz rekel, generalno te obrestne mere na depozitih. Ne. Številka, ki bi danes ti depoziti mogli biti, da bi bili zanimivi, bi mogli biti okrog 3,5–4%, po mojem mnenju, da bi jaz lahko trdil, da je to zanimiva številka za nekoga, da naj sklene depozit in ne rabi gledati nič naokrog po drugih naložbenih konzervativnih možnostih. Če gremo na drugo, ki je potem za 100.000 je že zanimiva, ne, to pa je obveznica. Ne. Številne obveznice imajo nominalno 100.000. In teh obveznic je veliko, evropska podjetja jih izdajajo v evrih, če gremo potem na boniteto, bi jaz rekel naložbenega razreda, torej trojni B- in navzgor, številke tam te dni so okrog 3,5–4%, je neka normalna številka, ki bi jo lahko dobil za 3-letno obveznico, 3 do 5-letno obveznico v evrskem prostoru. Ne govorimo o v bistvu zelo velikih, zelo lepih izdajateljih, kvalitetnih podjetjih ali državah. Ne. Tako da to je že malce težje, bom rekel, se je malo treba potruditi, da pridete do tega, ali rabite kakšen trgovalni račun, ali rabite nekaj v zvezi s tem narediti. Ni tako enostavno, kot samo vstopiti v poslovalnico banke. Je pa, bom rekel, bolj enostavno kot, ne vem, bom rekel, skuhati dobro nedeljsko kosilo, po mojem mnenju, vsaj meni. No. Tako da nič takega, kar povprečen človek ne bi zmogel. No. Tako da obveznice naložbenega razreda, depoziti, kaj smo še imeli, zakladne menice. Ja, ampak zakladne menice so načeloma 6-mesečne, 3-mesečne, 12-mesečne, 18-mesečne, torej ne sovpada z 3-letnim obdobjem, torej smo pol na alternativi, torej na tisti pravi naložbi iz tega zornega kota, ki se ji reče slovenska državna obveznica. Ne. Ki je lahko 3 ali pa 5-letna. Skratka, tisto, kar vam nekako najbolj sovpada z ročnostjo vašega finančnega cilja. Mimogrede, zakladna menica pa državna obveznica praktično ena in ista stvar, v malce drugi besedi, drugi obliki, ampak z vidika varnosti, kaj to je, posojate denar slovenski državi, ni razlike. Davčno tudi mislim, da ni razlike, tako da ni razlike omembe vredne. Kaj pa nepremičnine, 100.000 danes se veš, skoraj da ne moramo kupiti nepremičnine. Ravno včeraj je bila ena dražba, ki smo jo spremljali na Bloomberg Adriji, iz 80.000 je poskočila na 200.000.
Mislim, nepremičnine kupiti za 3 leta močno odsvetujem. Z nepremičnino so povezani stroški, ki vam bojo pojedli praktično vas, bom rekel, tekoči donos, sigurno. Z vidika, kam bo pa cena šla, je pa, bom rekel, špekulacija dokaj močna za tako kratka obdobja. Ne? Tako da z vidika 100.000 evrov za 3 leta, kaj pa vem, bi jaz bolj odsvetoval. Če niste res vešči tega, če niste že kdaj kupovali, če niste že kdaj se kaj s tem ukvarjali, ne, hiter, napake na nepremičninskem področju so lahko precej drage. No. Eno kopalnico prenoviti nekaj stane. Če imate zraven nepremičninske posrednike, pravnike, kaj tacga, tudi te provizije niso nizke. Tako da hiter vam bojo stroški pojedali velik del donosa, ki mislite, da ga boste ustvarjali. Tako da, če niste tega vešči ali pa ni glih neka priložnost, bi rekel, za 3 leta 100.000 evrov, kaj pa vem, raje ne. Kaj pa plemenite kovine? Pa še mogoče to, za 100.000 evrov ne boste dobili nepremičnine v Ljubljani. No. Ne. Kaj pa plemenite kovine? Plemenite, mislim, tisti, ki me že poznajo, vejo, da jaz nisem nek generalno entuzijast za zlato. Razlog je čisto enostaven, ali pa druge plemenite kovine. No. Torej, če govorimo zdaj o naložbeni, torej v naložbah. Ne. Naložba običajno je nekaj, ki ti nekaj prinaša, vsebinsko gledano. Ne samo, da skače cena gor pa dol, ampak ti prinaša ali najemnino kot nepremičnina, ali dividende kot delnice, ali obresti kot obveznice ali pa depozit ali pa zakladne menice. Torej, zlato ne prinaša nič. Zlato je hranitelj vrednosti, dokler ga mi dojemamo kot rezervno valuto svetovnega finančnega sistema. Ne. In v bistvu, kako se giblje, je kot neko zavarovanje, običajno se je gibal kot neko zavarovanje v primeru razpada finančnega sistema. Torej, kdaj so bili največji skoki cene zlata v preteklosti? Običajno takrat, ko je bil finančni sistem zlomljen oziroma pokvarjen oziroma tik pred tem, da dejansko ne bo več sploh deloval. Ne? Takrat je zlato zasijalo v polni svoji barvi. Ne? Ko so finančni sistem funkcionira, potem v bistvu zlata za ta hranilec vrednosti, če je hranilec vrednosti tudi, bom rekel, fiat denar, ne potrebujete in takrat pač zlato enostavno nima močne vrednosti. Ne. V špekulacije se jaz ne bi spuščal za 100.000 evri za 3 leta, zato bi kle rekel, da to odsvetujem. Zlato lahko zraste, lahko pa tudi precej pade njegova cena. Plačevali boste zraven še precej verjetno za 100.000 evrov, verjetno to ne boste imeli doma, upam močno, da ne. Potem morate plačevati še trezor in tako naprej. Tako da jaz bi temu bolj rekel špekulacija, kot pa finančna naložba za 3 leta na nek dokaj varen način oziroma pristan. Kaj bi pa ti naredil s 100.000 za konec? Se pravi, če bi recimo, da bi rabil čez 3 leta sinu kupiti garsonjero, pa imam 100 evrov prišparanih, bi jih verjetno nekaj dal skratka, poiskal tistih 1000 evrov davčne olajšave, ali je to nek bančni račun, ki bi mi dajal recimo 4% obrestno mero pri ECB-ju, to bi bilo eno. Ali še bolj pametno, če je davčna olajšava prisotna na obveznici, ki jo lahko kupim in je 3-letna, torej v tem primeru, ker sem Slovenc, verjetno samo slovenska državna obveznica, ljudska ali drugačna, bi verjetno enostavno pač to kupil in to je to, ker je glede na riziko, donos in davčno obravnavo najbolj zanimiva, ena od najbolj zanimivih kombinacij. Se pravi, to si rekel, zdaj govoril o vezanem, o depozitu si govoril, do prva varianta, ker si rekel 4% pri eni od bank, ker pa če ne poznam banko, ki bi ponujala na nevezana sredstva, razen eno, pa dve, Pa bi pa tisti dal. No, evo vidiš, 4%, ampak zdaj ECB napoveduje, da bodo za junijem začeli rezati ključne obrestne mere. V bistvu sem se popravil takoj zatem, pa je bila vejca pa nadaljevanje, za vejco pa nadaljevanjem je bilo ali, še bolj pametno, še bolj bi bilo, da uskladim to naložbo z mojim naložbenim horizontom, torej 3-letno, torej v tem primeru, če je davčna olajšava na državno obveznico, ki jo lahko kupim danes,
potem bi kupil 3-letno državno obveznico za to davčno olajšavo. Na to bi dobil ene 3,4-3,5% in to je to. Alternativa temu bi bile mogoče kakšne bančne obveznice, recimo, NLB je recimo dva dni nazaj izdala 5-letno po 4,5%. Sicer ni davčne olajšave, pa sva zopet nazaj na državni 3-letni kot preferenčni, če bi uspel dobiti. Ja, so pa tudi kar povezana tveganja, če investiramo v bančne obveznice. To smo pa videli, kar nekaj primerov je bilo v preteklosti, tako da mogoče vsem ne. Zato pa 4,5, ne 3,4. Ja, super, Blaž, najlepša hvala za super odgovor. Hvala tebi za povabilo. Tako, slišali smo mnenje Blaža Hribarja, za marsikoga, mogoče predvsem mlajše sogovornike, bo to mogoče malce bolj konzervativen pogled, tako da bomo jutri poslušali malo bolj tak, bom rekla, avanturistični pogled na investiranje, tako da jutri z nami je Tilen Šarlah, je finančni analitik, večkrat smo ga tudi gostili v podcastu, tako da jutri nova, krajša epizoda Money How, 15-minutna, pa prosim sporočite mi vaše mnenje, če vam je v redu, da naredimo tudi na vsake tok časa kakšno tako malce krajšo epizodo, malce za popestritev, da bo malce drugače. Tako da hvala lepa, da ste bili danes z nami, poslušajte Money How, ne bo vam žal, jutri smo pa spet z vami.